Ko govorimo o področju, na katerem nas komisija najbolj kritizira, to je delovno-pravno področje, je na inšpektoratu zaposlenih preko 40 diplomiranih univerzitetnih pravnikov, ki so vsi specialisti za področje delovnega prava. Vsi imajo opravljen inšpektorski izpit, vsi imajo opravljen tudi prekrškovni izpit. Ni mi poznana kvalifikacija komisije na to temo. Verjetno tudi kaj od tega poznajo, vendar takih kapacitet gotovo nimajo. To razlagam zaradi tega, ker začetek zgodbe je pravzaprav strokovni spor. Strokovni spor o tem, kaj zakonodaja inšpektorju sploh nalaga, kaj sme, kdo mora kaj storiti, skratka problem pristojnosti. Temu famoznemu mnenju, ki govori o tem, če zelo poenostavljeno povem, da je koruptiven inšpektor, ki ne pripelje primera do konca v smislu kaznovanja tistega, ki je domneven kršitelj. Če je to res, potem so vsi inšpektorji v Sloveniji vsak dan 10-krat koruptivni. Pa lahko povem za zadnjih 18 let, vsaj za Inšpektorat Republike Slovenije za delo, niti en pravnomočen postopek v zvezi s korupcijo zoper kateregakoli inšpektorja v tem obdobju ni bil končan. Pa ne zato, ker ga ne bi našli, ampak preprosto jih ni bilo. Odmeva seveda naše ukrepanje na področju gradbeništva. Vsem vam je dobro poznan primer Vegrada. Če je v zvezi s tem, kdo pravočasno kaj naredil, je bil to Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Pa spet ne Brezovar, ampak inšpektorji, ki pokrivajo ta teren, kjer je sedež velenjskih družb. In kaj so storili? V letu 2010 so zoper Vegrad 66-krat ukrepali v prekrškovnem postopku. Ker ti postopki niso v ničemer spremenili stvari, so stopnjevali svoj pritisk na Vegrad in kot veste, se je z naše strani zadeva končala s 5 kazenskimi ovadbami. Komisija nam očita, da nismo predlagali stečaja. Zaradi tega, ker res v enem členu našega zakona piše, da v določenih primerih to lahko storimo. In ocenili so, da je to več kot primerno. V določenih primerih. Pozabili pa so, da zakon o inšpekciji ni zakon, ki daje za resnično podlago stečajnim postopkom, ampak je to stečajna zakonodaja. In nova stečajna zakonodaja je precej novejša od inšpekcijskega zakona in seveda ta zakonodaja Inšpektorata za delo ne predvideva kot aktivnega legitimiranca za takšno početje. In pa seveda ozadje. Zoper Vegrad nismo ukrepali v tem smislu, kot sem zdaj opisal, zaradi tega, ker je Vegrad Brezovarju gradil hišo. Domnevam, da takšno zastonj ali pa takšno z materialom, ki je bil zastonj, ker sicer je Vegrad bil gradbeno podjetje in bi mi tudi lahko gradil. Tako kot vsakmu tistmu, ki mu je normalno gradil. No, Vegrad meni ni gradil hiše, nobene, nikjer in tudi mojim bližnjim ne. Še manj sem od njih dobil kakšen material zastonj ali pa kaj drugega, kar ni plačano. Nič od tega. In čudna zahvala bi bila, če bi mi Vegrad delal tovrstne usluge, jaz bi jih pa kaznoval s 5 kazenskimi ovadbami. Kakšna je to logika? Lahko zatrdim, da v življenju še nisem podpisal svetovalne pogodbe. Torej pogodbe, s katero bi mi nekdo za svetovanje plačal. In jo tudi ne nameravam podpisati, zaradi tega, ker mi je popolnoma jasno, da to ni dovoljeno. In zato seveda ni potrebno, da komisija sprašuje Ministrstvo za delo, ali je to dovoljeno glavnemu inšpektorju. To jaz vem, da ni. Vendar, kot sem rekel, nobene pogodbe takšnega tipa nisem podpisal. Avtorske in podjemne pogodbe pa so nekaj, kar mi je dovoljeno. Namenoma sem vam v gradivo napisal dobeseden citat člena iz zakona o inšpekcijskem nadzoru, ki inšpektorjem postavlja omejitve. In če si ga prečitate, ni treba biti noben pravnik in noben znanstvenik, da takoj sami ugotovite, kaj smem in kaj ne smem. Inšpektor ne sme opravljati dejavnosti oziroma ne sme opravljati dela za drugega delodajalca na področju, na katerem opravlja naloge inšpekcijskega nadzora, razen, če gre za znanstveno in pedagoško delo. Torej, razen, če gre za znanstveno in pedagoško delo. Najbrž ni treba posebej razlagati, da so predavanja pedagoško delo.
Torej, ne glede na komu to predavam, je to po zakonu dovoljeno, če to opravim v času, ki ni služben. Zdaj moram pa tako povedati. Minister to natančno ve, jaz sem na razpolago 24 ur na dan, 365 dni na leto. Tudi mnogi ste bili priče, pa videli ste me tudi lahko v popoldanskem času v številnih primerih opravljati službene dolžnosti. V 18 letih še nisem dobil ene nadure plačane, kar pomeni, da vse, kar je po 15-30 uri, sem delal za svoj čas. In zato mislim, da imam pravico uro ali dve tudi dopoldne tistim, ki pač ne morejo organizirati tega dela drugače, tudi predavati. In mislim, da imam teh kompenzacijskih ur čez glavo dovolj, da si to lahko privoščim. Tudi dopust dajem za to. Teh pogodb je največkrat ena, morda dve na teden. Vse te pogodbe so evidentirane pri davčni upravi in od vseh plačam dohodnino. In to ne majhno vsako leto. Vsebina mojih predavanj je vedno seveda delovno pravo v najširšem smislu. Delovno pravo, varnost in zdravje pri delu, tudi, bom rekel, veliko kombinacij tega dvojnega. Moram povedati, da v številnih primerih je bilo to tudi zastonj. Torej, cena je od 100 do 400 evrov na predavanje. In koliko je s predavanji zaslužil lani? Ne vem, za 20 000 evrov. Komu predavam? Komisija predlaga, da pokažem pogodbe. Načeloma to ni noben problem, vendar pogodba je dvostranski akt. Zato, da jo pokažem, moram imeti soglasje druge strani. Ne bom ga iskal. Lahko pa povem, kdo so bili tisti, ki sem jim v zadnjih 18 letih predaval. To so praktično vse večje gospodarske družbe v Sloveniji. Redke izjeme so, kjer me ni bilo. To so vse gospodarske zbornice, vsi sindikati skoraj. Vse izobraževalne inštitucije, ki organizirajo izobraževanja. Potem so tukaj kar nekatere fakultete, kjer sem tudi sodeloval. Ministru Svetliku je že podal pisni odgovor na obtožbe. V tem pismu sem tudi ministru povedal, da nimam nobene težave izpolniti vse 4 točke, ki jih komisija seveda predlaga. Ne bojim se nobenega strokovnega nadzora, nikakršnega. Pogoj, ki ste ga tudi noter videli, ki sem ga ministru priporočil, je samo ta, da tisti, ki jih bo poslal, naj se na temo spoznajo. Z vsemi ministri od leta 1993 naprej sem imel soglasje, da na ta način lahko svoj delovni čas urejam sam. Važno je, da inšpektorat dela tako, kot dela, in važno je, da sem vedno na razpolago, kadarkoli me kdorkoli potrebuje. To sem zagotavljal vključno s svojim dopustom. Tudi dogovor ni bil sklenjen v smislu, kako ne rečem, si v roko seževa, obvestil sem ga v načinu in ni imel pripomb. To ustno? Pisno. Kako pa odgovori na vprašanje novinarjev, ali razmišlja o odstopu? Ne, na misel mi ne pride, zato ker ne vidim čisto nobenega razloga za to. V zadnjih nekaj letih smo bili pregledani iz strani vseh, ki nadzore delajo, od računskega sodišča, od interne revizije, od Evropske komisije, in rezultat vseh teh pregledov so bile v glavnem ocene, da smo zelo šibko kadrovsko zasedeni, da pa opravljamo zelo dobro in korektno delo.